Lepo pozdravljeni. Današnja kuharska delavnica bo sladka. Odločila sem se, da danes pripravim jagodno pito, in sicer iz pirinega testa. Nadev pa bodo krema z grškim jogurtom, sladko smetano in pa potem na vrhu pa jagode. Začnem takoj s pripravo testa. In sicer tukaj imam pirino moko, ta je že presejana, pa jo stresem kar na pult. Dodam pecilni prašek, ki ga pa presejem zaradi varnosti, da ne bi bilo grudic. Takole. Dodam maslo, ki je na sobni temperaturi že bilo nekaj časa. Potem dodam sladkor v prahu. Dodam malce cimeta. Noževo konico kardamoma. Malce testo solim. In dodam jajce. Sedaj zamesim v gladko testo. Evo, sedaj imamo to testo gladko zamešano. Zdaj ga pa postavimo za 15 minut ali pol urce v hladilnik. Ovijemo ga folijo, da se ne suši. In nato nadaljujemo. Takole, testo sem prinesla iz hladilnika in sedaj ga bom razvaljala. Testo razvaljam v obliki kroga. Tako, testo sem oblikovala po modelu, sedaj ga pa na gosto prepikam z vilicami. Na testo bi lahko dala tudi peki papir, gor pa fižol ali keramične kroglice in bi tako ga obtežila.
da ne bi naraslo oziroma vzhajalo, ampak jaz bom danes naredila brez tega, ker se tudi tako da, če nimamo niti kroglic, niti fižola. Evo, testo dam peči na 180 stopinj za 15 minut in ga bom do konca spekla, do konca. Tako, testo je pečeno, podlaga za pito, sedaj pa pripravim nadev. In sicer vzamem grški jogurt, grški jogurt sladkam s sladkorjem v prahu. Dodam nekaj kapljic vaniljeve arome. In temeljito razmešam z šibo. Takole. Sedaj bom dodala temele jogurtu, bom dodala želatino v prahu, instant želatino v prahu. In sicer, tukaj smo zelo previdni, zato moramo hitro mešati, ko želatino dodajamo, ker se enostavno, ker je hladen proizvod, hitro strdi. Želatina že rahlo prijema. Dodala bom še stepeno sladko smetano. Dodam še malce želatine. Takole. In na koncu še preostanek sladke smetane. In razmešam v gladko zmes. Evo, in takole je moj nadev pripravljen. Res morate biti pozorni pri dodajanju želatine. In sicer, zdaj bi lahko pito namazala tudi z marmelado, to je po želji, jaz bom pa enostavno dala kar nadev. Nadev enakomerno razporedimo. Pazimo, da pustimo rob zunaj. Takole. Sedaj pa vzamemo jagode in jih
dejansko lepo vlagamo na ta naš nadev. Takole, moja pita je končana. Jaz jo še samo malce po vrhu posladkam jagode, ni pa to nujno, a ne. Boljše je, da jih posladkate naslednji dan, ker ta pita mora zdaj iti v hladilnik na strjevanje kreme, in je boljše, da jutri posladkamo, da potem imamo malce sladkorja. Ni pa nujno, da jo sladkamo, če so jagode dovolj sladke. Jaz bom danes malce posladkala, toliko da bo pač lepši izgled. In pita gre danes v hladilnik, jutri bomo pa uživali v tejle sladki pomladanski dobroti. Thank you.